Pozdravljeni! Minuli dnevi so minili v znamenju kulturnih in družabnih dogodkov. Teh pa tudi vse do konca oktobra ne bo zmanjkalo. V Beli dvorani grajske pristave bo tako v soboto, 19. oktobra, znanstveni simpozij o življenju in literarnem delu Franca Xaverja Mežka. Dogodek je eden od 20 dogodkov, ki so jih v Ormožu in Svetem Tomažu posvetili literarnemu opusu in življenju pisatelja in duhovnika Mežka in predstavlja vrhunec Mežkovega leta. O vsebini simpozija, o knjigi o Francu Xaverju Mežku z naslovom Moje poti in o ostalih aktivnostih v teku leta so organizatorji spregovorili na novinarski konferenci. Letos mineva 150 let od rojstva in 60 let od smrti Franca Xaverja Mežka. Teče pa tudi 70 let od izida prve knjige njegovih izbranih del ter 30 let zadnjega ponatisa njegovih leposlovnih del. Te okrogle obletnice so povod, da so občina Ormož, občina Sveti Tomaž in knjižnica Franca Xaverja Mežka Ormož leto 2024 razglasili za Mežkovo leto, v katerem se je odvijala vrsta dogodkov. No, in če se sprehodimo skozi Mežkovo leto, začeli smo ga 11. januarja letos 2024, na dan njegove smrti, in do sedaj smo izvedli 20 dogodkov. Zabeležili smo obisk več kot 1420 udeležencev teh dogodkov. Vpeti v dogajanje pa so bili več kot 30 institucij oziroma društev, klubov. Pestro leto je bilo. Zajeli smo vse generacije, od vrtcev, osnovnih šol, gimnazije, mladih do centra starejših občanov. Potem smo zajeli pestre ustanove, od planinskega društva, zgodovinskega društva, javnega sklada za kulturne dejavnosti do kulturnih društev in pevskih zborov. Šole sem omenila vse, ki zajemajo vse generacije. In kaj smo počeli? Uvodoma, ko smo skozi filmski večer in pogovor z ustvarjalci spoznali Mežkovo življenje, smo bili v kulturnem prazniku in vse občinske proslave so bile nekako povezane z Mežkom. V tistem trenutku, 8. februarja, smo tudi odprli prvo razstavo Iz srca in sveta. Sledili sta še dve razstavi, ki sta predstavili Mežka, njegovo življenje, njegovo delo, delovanje, njegov pomen. Bila je odprta še razstava pri Svetem Tomažu in zdaj razstava literarnega, likovnega in fotografskega natečaja. Potem smo brali Mežka v centru starejših občanov, kjer smo povezovali različne generacije. Dijaki so prebirali starejšim. Vsi bralni klubi, 3 bralni klubi, ki delujejo v knjižnici Franca Xaverja Mežka, so letos prebirali Mežka in pripravili javno branje bralnih klubov v prostorih oziroma na zunanji terasi knjižnice Franca Xaverja Mežka Ormož. Izvedli smo pohodne poti v sodelovanje z kolegi, knjižničarji in ljubitelji Mežka iz Slovenj Gradca, smo se podali na njegovo domačijo iz strani Ormoža, iz strani Svetega Tomaža in Slovenj Gradca, kjer smo spet s kulturnim programom posvetili pozornost spominu na Franca Xaverja Mežka. Naslednja literarna Mežkova pot je sledila na Sele, kjer je Mežko deloval, služboval. Spet smo se družili s Slovenj Gradčani, z njihovimi kulturnimi društvi in avtobus pohodnikov je spoznal še Koroško, kjer je Mežko deloval in pustil trajen pečat svojega življenja. Uspešni natečaj je spodbudil k ustvarjalnosti vse generacije. Včeraj smo pripravili otvoritev razstave. Presenečeni smo bili nad odzivom, kajti več kot 300 prispevkov smo dobili, od tega okrog 280 likovnih del, na katerih so ustvarjali otroci od vrtca do starejših na teme
Meškovih kratkih zgodbic Luna in žabica, njegove povesti Sosedov Petrček, ki tematizira prijateljstvo, na njegovo delo, njegov znan citat Dežela čudovita, kakor iz lepih sanj. In smo dobili pisane portrete, likovne ilustracije in res vidi se, kako je Meško še danes med vsemi nami na podlagi imenovanega Meškovega leta še vedno živ. Literarno so ustvarjali učenci od prve triade osnovne šole do starejših posameznikov, so pa ustvarjali na temo kratkih zgodbic Luna in žabica, Sosedovega Petrčka in pa na temo legende o dveh lilijah, kjer je izhodišče bil vitez, ki se ne more oziroma ne zna učiti. Prijeli smo 40 literarnih prispevkov, zelo raznovrstnih tematike, kot so omenjene, ampak polne navdiha, polne te ustvarjalnosti, sporočilnosti Meškovih vrednot in so dostopni na e-zborniku na naši spletni strani pri zavihku otvoritev razstave. Hkrati pa smo prejeli še 5 fotografskih del, ki so prav tako nastala na pobudo citata Dežela čudovita, kakor iz lepih sanj, in so prikazani v omenjenem zborniku. Ustvarjali in Meška so se spominjali tudi v drugih ustanovah, v osnovnih šolah so proslave namenili Meško, prav tako so organizirali pohode. Posvetili so mu tudi pri pouku slovenščine bistveno več pozornosti, kajti vemo, da Meško je iz kurikuluma izvzet, tako da ob tem, ko so se pripravljali na sodelovanje na natečaju, ko so pripravljali njihove kulturne dogodke, so brali in se pogovarjali o Mešku. Ljudska univerza, Mladinski center so se vključili. Tam so na primer ženske 3. življenjskega obdobja izdelovale kazalke, posvečene Mešku. Potem Javni sklad za kulturne dejavnosti razpisuje likovno, literarno in fotografsko delavnico na Maleku, ki se bo odvila v teh dneh, kjer bojo prav tako vsi udeleženci ustvarjali na temo Franca Ksavra Meška. Novembra bo temu sledila otvoritev razstave, del, ki so nastali na koloniji Javnega sklada in pogovor z družinskim članom Meškove rodbine. Je na novinarski konferenci povedala vodja projekta Marijana Korotaj, s tem, da bo do konca leta še več dogodkov. Vrhunec pa gotovo predstavlja znanstveni simpozij o življenju in literarnem delu Franca Ksaverja Meška, ki bo v Beli dvorani grajske pristave potekal v soboto 19. oktobra od 9. do 16. ure. Simpozij bo razdeljen na 2 vsebinska sklopa. Prvi bo namenjen predstavitvi literarno-teoretičnih vidikov Meškovega dela, s poudarkom na njegovi mladinski prozi. Raziskovalci bodo analizirali tudi jezikovne in tematske značilnosti njegovih del ter literarno-zgodovinske vplive. V drugem delu bodo udeleženci spoznali zgodovinsko-politični okvir časa, v katerem je Meško živel in ustvarjal, ter njegovo vlogo v širši družbeni in narodni zavesti Slovencev. Poseben poudarek bo namenjen Meškovi korespondenci s sodobniki in sorodniki, ki osvetljuje njegovo osebnost in delovanje v obdobju med Prvo in Drugo svetovno vojno. Sodelovalo bo kar 12 referentov. Organizatorji načrtujejo tudi izdajo zbornika vseh znanstvenih prispevkov simpozija, pri čemer bo sodelovala Celjska Mohorjeva družba. Finančno je izdajo zbornika podprla ustanova dr. Antona Trstenjaka, ki je prispevala 5.000 evrov. Na minuli novinarski konferenci pa so predstavili tudi knjigo o Mešku z naslovom Moje poti.
Ideja in zasnova knjige sta delo Cirila Ambroža in oblikovalke profesorice likovne pedagogike Špele Ambrož. Gre za fotoknjigo, v kateri so Ambroževe fotografije krajev, v katerih je Meško živel. Hkrati pa knjiga po izboru Cirila Ambroža prinaša odlomke in citate iz opusa Meškovih del. Knjiga je izšla v nakladi 1000 izvodov, stroške zanjo pa sta pokrili občina Ormož in Sveti Tomaž. V spomin na letošnji tradicionalni festival Poletja na Kogu je v Košarkini hiši na Kogu še vedno na ogled razstava Knjižni ustvarjalci s Koga. Razstava, ki je bila ena od 10 kulturno-kulinarično-družabnih prireditev, ki so od 7. do 18. avgusta potekale na Kogu, prinaša zbir literarnih ustvarjalcev in piscev strokovnih besedil, ki so tako ali drugače Kogovčani. Čeprav je poletje že daleč za nami in nas razveseljuje jesen s svojimi plodovi, na Kogu goste še vedno radi povabijo na ogled izjemne razstave, ki je postavljena v konferenčni sobi Košarkine hiše. Razstava z naslovom Knjižni ustvarjalci s Koga je namreč bila ena izmed 10 aktivnosti, ki so jih pripravili v okviru tradicionalne prireditve Poletje na Kogu meseca avgusta. Razstavo je v sodelovanju s Ormoško knjižnico in muzejem Ptuj Ormož ter krajevno skupnostjo Kog pripravilo tamkajšnje turistično in kulturno društvo. Kulturno-turistično društvo Skok imamo nekako v zavesti, da tej naši lepi košarkini hiši moramo ponuditi življenje. In ena od naših aktivnosti je tudi ustvarjanje razstav. In letošnja tema razstave je z naslovom Knjižni ustvarjalci s Koga. Ker pa je to že več let tlela ta ideja, je letos prišla na plano. Tako da to. Koliko razstavljavcev ste torej obudili v življenje oziroma v spomin? 23 knjižnih ustvarjalcev. Razstava je kronološko narejena, to pomeni od najstarejšega do najmlajšega, čeravno je to po letnicah rojstva, ni pa nareto po izdaji knjig. Ne. No in kateri je najstarejši, s katerim ste začeli razstavo? Z Božidarjem Flegaričem, on je rojen 1841, ne. In pa najmlajša je pa Katjuša Kosovel, ki pa je okrog 40 let stara. Gre za svojevrsten spomin na literarne ustvarjalce, ki so rojeni na Kogu, ali so se na Kog priselili in so tukaj živeli oziroma še živijo. Ja, rada bi omenila, oziroma ne smemo pozabiti na Kogovčane z doktorskimi nazivi in oni so prav tako omenjeni, kajti oni so ustvarjalci več strokovnih člankov, ker pa je bila razstava omejena na ustvarjalce knjig v trdi obliki, smo jih pač posebej omenili in bi bilo prav, da jih tudi omenim. To so Teodor Pevec, Ines Čeh, Petra Zadarovec, Barbara Strelec-Zorec in pa Anja Kolarič. Prav tako smo zelo ponosni na njih. No, zanimivo je to, da ima razstava tudi nekaj zelo zanimivih eksponatov. Pripravili ste tudi eno tako pisalno mizo, ne, z starimi, staro mizo z delom. Kaj pravzaprav tam leži, neki recepti so, ne? Ja, ker razstavo smo si želeli popestriti in ker je razstava narejena kronološko, smo želeli v tisti čas
prikaz tistega časa. In pri tistih starejših piscih imamo, kot vidite, starejšo mizico s petrolejko, z svinčnikom, kakšni štampelj je poleg in pa stari zvezek z naročno pisavo. Zvezek sicer so kuharski recepti moje babice, ne, in se vidi, na kakšen način, s kakšno lepo pisavo so pisali. Potem smo dodali novejši čas pisalni stroj, ki je prikaz tistega časa, potem pa naslednji 20 let spet novejši pisalni stroj in pa ko pa pridemo do konca, pa imamo računalniško tablico, kajti ti sodobni pisatelji pišejo na tablice in pa seveda šalčko kave zraven, nekdaj je pač bil šilček, zdaj pa je pač predvidevam, da kava, ne. Razen ormoške enote muzeja Ptuj-Ormož je k ideji Turistično-kulturnega društva Kok, da pripravijo takšno razstavo, v veliko pomoč bila knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Knjižnica Franca Ksavra Meška je izjemno ponosna na gradivo, ki ga hrani v svoji knjižnici in z veseljem priskoči na pomoč oziroma je soorganizator takih dogodkov, ki promovirajo lokalno kulturno ustvarjalnost. In če govorimo o tem, kakšen pomen ima taka razstava, bi najprej izpostavila to, da nam pride v zavest, v kako kulturno bogatem okolju živimo in koliko kulturnih ustvarjalcev premoremo. Zdaj v trenutnem med nami še živečem času, med današnjim časom, koliko živečih ustvarjalcev je med nami in seveda, da obudimo tudi tisti spomin, koliko pomembnih ljudi je živelo tukaj v preteklosti. Tako da največji pomen razstave se mi zdi v tem, da izpostavimo in spomnimo na vse tiste, ki so v našem okolju ustvarjali, hkrati pa tudi vse tiste, ki jim je naše okolje bilo navdih, da ustvarjajo ali celo, da se sem preselijo in tukaj najdejo tisti mir in hkrati ustvarjalni nemir, da pišejo. Naj si bo strokovne članke ali pa literaturo, leposlovje. Razstava Knjižni ustvarjalci Skoga pomeni svojevrsten poklon rojakom, ki so radi poprijeli ali še primejo za pero. In število 23 takšnih je za Kok, ki ni ravno velik kraj, vredno ponosa. A že sama ideja kogovskega turistično-kulturnega društva, da jih v obliki razstave zberejo in se jih spomnijo, je izjemna. Odkar delam v knjižnici, sem prisostvovala prvič pri taki razstavi, kjer smo v sodelovanju z kulturnim in turističnim društvom Kok, še posebej s Ksenijo Lukman, brskale in iskale ustvarjalce z tega območja. Sodelovali smo tudi z Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, z enoto Ormož, z Manico Hartmanova, ko smo iskali domoznansko literaturo na temo Ormoža in smo tudi našli veliko skupino ljudi, ki so pisali o Ormožu nekoč in danes. Vem pa, da so še tudi v drugih predelih občine, ne samo Ormož, tudi Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, bazeni kulturnih ustvarjalcev, ki jih bi bilo vredno temeljito raziskati in spomniti sokrajane, da so tukaj bivali ali da še bivajo ali da so v njihovih krajih pisali. Zagotovo je bilo na tem področju kaj narejenega že v preteklosti knjižnice, ampak zdaj v tem trenutku ne poznam vseh informacij. Če se pa gledalci spomnijo, pa jih vabim, da osvežijo ta spomin na vse pretekle dogodke. Hkrati pa pozivam še vse, ki se ljubiteljsko morda ukvarjajo z zgodovino ali z ustvarjanjem, da nas obiščejo, da nas povabijo k sodelovanju, vedno smo pripravljeni sodelovati. Še posebej pa velja izpostaviti tudi delo Helene Srnec o Prleški duši, kjer je res nepogrešljiv zbornik vseh tukaj živečih pomembnih ljudi, ki so kakorkoli ustvarjali oziroma prijeli za pero. Tudi nam pri snovanju te razstave je Helenino delo bilo v pomoč in v oporo, ob tem pa seveda še tudi informacije živečih krajanov, Kogovčanov, ki so nas še spomnili na koga, ki bi ga morda lahko nehote pozabili.
So gradivo, ki ga vidimo tukaj na razstavi, je gotovo tudi v knjižnici v Ormožu, ne? Kakšno je povpraševanje po teh delih? Morda je ta razstava tudi priložnost, da se pravzaprav spomnimo nanje, ne? Ja, res je, vsaka taka kulturna aktivnost, razstava, dogodek je vedno moment motivacije ljudi, da začnejo brati določenega avtorja. Podobno smo zdaj dosegli z Meškovim letom, ki beležimo izredno povečano izposojo Meškovih del, interesiranost za njegova dela. V bližnji preteklosti se podobno dogovarjalo z Jožetom Kerenčičem, ko je domačinka, zdaj ne več domačinka, napisala delo o Kerenčiču. Takih priložnosti je še bilo več. Knjižnica ima bogato zbirko domoznanskega gradiva, ampak ugotavljamo, da še so možnosti za izboljšavo, za dokupovanje gradiva spominske in pomembne vrednosti. Zdaj ob tej priložnosti smo na primer ugotovili, da nam manjkajo dela Božidarja Borka. Z veseljem smo iz domoznanskega gradiva, to pomeni, da je za izposojo onemogočen izvod zaradi tega, ker imamo na primer samo en izvod in je pomemben za hrambo še za nadaljne rodove, da je tega gradiva kar nekaj. Nekaj je digitaliziranega, ki je dostopno, na primer Božidar Flegarič, od katerega tudi imamo eno delo iz preteklega stoletja oziroma iz 19. stoletja, ki ga z velikim spoštovanjem in z strahom vzameš v roke, zaradi tega, ker deluje res krhko, minljivo ta papir. Tako da kar nekaj del je, ki žal niso za izposojo, mogoče samo za vpogled. Ugotovili pa smo, da se na spletišču tudi še najdejo kakšni izvodi rabljenega gradiva, ki ga lahko kupite. Prizadevamo pa si tudi mi, da bi prišli še do več takih primerkov. Razstava Knjižni ustvarjalci Skoga bo v Košarkini hiši na Kogu predvidoma na ogled do sredine novembra. Minuli petek so v Centru starejših občanov v Ormožu pripravili tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. Dogodek že vrsto let velja za osrednjo prireditev, ki jo v Centru starejših občanov Ormož pripravijo za stanovalce in njihove svojce, ter mnoge, ki kakorkoli z domom sodelujejo. Gre za množično prireditev in glede na 23. po vrsti je biti zraven že tradicija. Zaradi slabega vremena so v Centru starejših občanov letos postavili celo šotor, običajno namreč prireditev poteka na dvorišču doma. Zbrane je najprej s pesmijo pozdravila domska vokalna skupina, ki jo sestavljajo zaposlene.
Nato pa je zbrane pozdravila direktorica doma Janja Jurkovič, ki je med drugim povedala. Verjamemo, da se prav v domovih starejših zelo dobro zavedamo, kaj je tisto, kar potrebujemo v jeseni svojega življenja. Prijazen pogled, toplo besedo, prijeten objem. In tukaj zdaj je priložnost, da se zahvalim vsem sodelavcem, ki se trudijo vsak dan znova poskrbeti za uporabnike pomoči na domu, razvoza kosil ter naše stanovalce in jim lepšajo vsak dan. V tem letu smo se trudili izboljšati pogoje bivanja z obnovo centralnega dvigala, zamenjavo požarnega sistema, izboljšanjem prezračevanja v jedilnici in nabavo zmogljivejšega konvektomata v kuhinji. Ker je objekt potreben obnove, se z župani dogovarjamo o časovni in finančni izvedbi celovite prenove in energetske sanacije. Upamo, da se prihodnje leto že pohvalimo vsaj z delno izvedbo. Na tem mestu se zahvaljujem vsem trem županom z občinskimi upravami, saj zelo dobro sodelujemo na številnih področjih in skupaj iščemo rešitve z veliko empatije do stanovalcev in starejše populacije v lokalnem okolju. Tudi danes so prav občine omogočile, da imamo takšen prostor, da smo se lahko udeležili prireditve v tako velikem številu, čeprav vidim, da še je vedno šotor premajhen, ker naša jedilnica pa je bistveno premajhna za tolikšno publiko. S tem smo želeli vam, dragi stanovalci, pričarati prijeten dan, vam izkazati spoštovanje in se vam zahvaliti za vse tisto, kar nam skozi leto dajete, nasvete, delite izkušnje z različnih področij in nam izkazujete hvaležnost. To je tisto, kar nam daje voljo do dela in je smisel našega poslanstva. Zelo pomembno je tudi dobro sodelovanje s svojci, saj brez zaupanja in pozitivne ali negativne kritike težko izpolnjujemo pričakovanja. Pričeli smo z urejanjem parka pri Grošljevi vili, za kar bomo namenili tudi prostovoljne prispevke ob Srečelovu in sredstva, ki so nam jih namenili donatorji. Seznam sponzorjev je izobešen v avli. Hvala vsem, ki nas podpirate. Idejno zasnovo in osnutke igral in pripomočkov, ki jih bomo izdelali skupaj s stanovalci in jih vključili v medgeneracijski park, smo pripravili za vas na plakatih s fotografijami, tako da vabljeni k ogledu v našo avlo. Verjamemo, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi prinesel spremembe, da bomo v skrbi za starejše dočakali napredek. In nikar se ne predajte negativnim novicam v medijih, saj se stanje v domovih nič kaj ne razlikuje od stanja v gostinstvu, šolstvu, turizmu in še kje. Kadrovske in druge stiske so povsod. Zagotovo pa si upam trditi, da prav vsi, ki še vztrajamo v socialnem varstvu, to počnemo, ker tako čutimo, ker nam je mar za naše stanovalce, starejše uporabnike na domu, kljub temu, da je včasih težko. Zato nam veliko pomeni vaša vzpodbuda, da prepoznate naš trud in skupaj pozitivno gledamo na jutri. Rad bi se postaral s teboj, rad bi, da si od meni, leta bodo zorala v obraz, s tiste barvah jeseni. Rad bi se postaral s teboj in ko čas bo minival, s teboj rade ljubi noči, naj tvoj glas ne budi. Tako kot vedno so se prireditve udeležili župani občin soustanoviteljic Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vsi trije so tudi pozdravili zbrane ter poudarili, da je skrb za starejšo populacijo vedno prioriteta v vseh treh občinah. V Ormoškem domu starejših občanov, prav tako pa v njihovi enoti, ki deluje v Svetem Tomažu, stanovalcem nikoli ni dolg čas. Veliko dejavnosti imajo na voljo, kjer vsak posameznik lahko izraža svoj talent. Tudi pesnikov ne manjka. Lastovke odletele, drobne ptice lastovice, vzele so od nas slovo, poletele v tople kraje, Bog ve,
koliko se jih vrnilo bo. Zaščebetale so v pozdrav nam, lepo čakajte na nas, saj ko pomlad pride, vrnemo se spet med vas. O, ta sreča mila bi bila, želja nam in lastovicam izpolnila, da vsi dočakamo pomladi čas, ko te drobne ptice vrnejo se spet med nas. Pa priletela je sinička, prav glasno začivkala. Prišla sem vam povedat, da jesen je že prišla. Kmalu pride tudi zima, za nas ptice hudi čas. Zato vas prosim, pripravite nekaj hrane še za nas. Vse vam bomo povrnile, ko pomlad pride spet v vas. Do takrat vam bomo pele vsako jutro, vsaki čas. Dovolite mi, da vas v imenu vseh stanovalcev prav lepo pozdravim. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem zaposlenim, ki tako lepo skrbijo za nas, vsem našim domačim in seveda vsem, ki podpirate naš dom ter nam pomagate. Želim vam, da danes skupaj preživimo lep dan, ki je namenjen druženju in zabavi. Ali nazadnje bi vam vse skupaj zaželel polno zdravja in nič drugega. Zbrane je tako pozdravil tudi predsednik sveta stanovalcev Stanko Majcen. V nadaljevanju je zapela mlada pevka Ula Borko. Pesem o kruhu pa je odrecitiral Anže Jurkovič. Za smeh sta po nekaj letih spet poskrbela velikonedeljska gledališčnika Cilika in Drašek, ki ju upodabljata Danica Cvetko in Tonček Žumbar. Potem je s pesmijo Prinesi mi rože nastopil še družinski trio Šandor. Kulturni program pa je zaključila domska ženska vokalna skupina, ki deluje pod vodstvom Leona Laha. Sledila je pogostitev za vse, za katero so poskrbeli v domski kuhinji, tudi pečenih kostanjev ni manjkalo ter mošta. Pa tudi srečolov je bil s praktičnimi nagradami, ki so jih domu prav za namen prireditve Pozdrav jeseni namenili različni sponzorji. Zbrana sredstva, ki so jih zbrali srečolovom, pa bodo v domu namenili za ureditev medgeneracijskega parka. V organizaciji območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ormož je minulo soboto potekalo odprtje regijske likovne razstave z naslovom Mozaiki življenja. S svojimi umetniškimi stvaritvami se tako predstavljajo likovni ustvarjalci, ki delujejo na območju območnih izpostav Ormož, Ptuj, Lenart in Slovenska Bistrica. Na ogled je postavljenih 31 del. Po izboru selektorice, akademske kiparke, multimedijske umetnice in videastke Metke Zupanič. Likovna umetnost v ljubiteljski obliki odpira vrata v svet, kjer ni pravil ali omejitev, samo neskončne možnosti umetniškega izražanja. Tega se zavedajo tudi v Javnem skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. In ker letos ni bilo pobude za državno razstavo, so se v okviru regije skupaj s selektorico Metko Zupanič odločili, da pa pripravijo natečaj in razstavo ter določijo temo Mozaiki življenja. Dovoljene so bile slikarske, kiparske, fotografske, grafične in digitalne tehnike ter multimedija. Tudi letos so se umetniki dela lotili z veliko vnemo in navdušenjem ter ustvarili vrsto del.
Sodelovalo je 29 umetnikov, ki so za sodelovanje prejeli tudi posebna priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Tako da po priznanje najprej vabimo, da pride Marjeta Žnidarič. Prihaja iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Potem vabimo po priznanje Marijo Klemenčič. Priznanje za sodelovanje na razstavi prejme tudi Snežana Vindiš, kolikor je tukaj. Jožica Vnučec. Po priznanje pa vabimo tudi Pavlin Fouret. Vidim, da je tudi tukaj Pavline. To so umetnice, ki delujejo torej v okviru oziroma na območju območne izpostave Ormož. Sedaj pa vabimo slikarje, likovnike, torej, ki delujejo v okviru območne izpostave Ptuj. Irena Tušek. Danica Vrabel. Anica Zupanič. Cecilija Bernjak. Darinka Vrek tudi prejme priznanje za sodelovanje. Kristina Kolar. Sonja Šmigoc. In umetnik Franc Ferčič, ki tudi prihaja z območne izpostave Ptuj. Na območju območne izpostave Lenart pa sodelujejo Ana Šuster-Kraner, Andreja Zrnec in Jožica Andrejč. Območna izpostava Slovenska Bistrica, Cvetka Pestiček. Jože Šetar. Diana Plajh. Stanka Rajs. Nada Rižnar Zauer. Barbardina Paj.
Suzana Marovt. Hanna de Krep. Jožica Poš. Ivan Skledar. Dušica Kores. Sonja Hribernik. Simona Roš Smajić. Štefanija Jesenek Šeša. Priznanja je umetnikom podelila Barbara Podgorelec, vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož. Razstavo pa je odprla selektorica Metka Zupanič. Razstava, ki na ogled prinaša kar 31 umetniških del, bo na ogled do 4. novembra. Za konec pa še o minulem športnem dogodku. Rokometaši v Ligi NLB so odigrali tekme 6. kroga, kjer je naš predstavnik pred zopet polnim Hardekom gostil Trimo iz Trebnjega in kljub velikim naporom doživel minimalen poraz. Bolj od poraza pa boli huda poškodba Tinčka Hebarja. Na Hardeku je pred okrog 600 gledalci gostoval še eden izmed kandidatov za naslov državnega prvaka, Trimo iz Trebnjega. Tekmo je z 2 obrambama odprl golman Dolencev in slovenski reprezentant Urban Lesjak. Nato trenutek je domačinom podaril vse smele načrte na tej tekmi in najbrž tudi v sezoni. Po 105 sekundah igre je poškodbo kolena po potiskanju se strani gostujočega igralca Matica Pipa utrpel Tinček Hebar. Ormožani so izgubili edinega pravega levičarja na poziciji desnega zunanjega in enega najboljših igralcev svoje ekipe. Videli smo eno boljših predstav Vinarje v tej sezoni in v 14. minuti vodstvo Prlekov s +1, 6-5. Da prednost domačinov ni bila višja, je v golu Trima poskrbel golman Lesjak. Slednji je do polovice prvega polčasa zbral 6, do odmora lepih 9 obramb. Pri izidu 6-5 je Lesjak branil strel Davida Bogadija v protinapadu in namesto +2 je takoj sedela kazen Trima in prevzem minimalnega vodstva s prednostjo 7-6. Po 3 zaporednih golih je Vinarjem prvič uspelo povesti za 2 točki, 10-8. V napadu sta zadevala Jure Lukman in Teo Šule. V obrambi je Aleš Zemljič pridno zbiral obrambe in bil skoraj enakovreden Lesjaku na drugi strani. Razmerje obramb v prvem polčasu 9-7 v prid gostov. Od 25. do 33. minute se mreža Trima ni zatresla. Na odmor so gostci odšli z 2 goloma prednosti. V 32. minuti je prednost Trima že narasla na +4, 14-10. Na koncu je ta delni izid 6-0 v prid gostov odločil zmagovalca. Do 45. minute so Dolenci zmeraj vodili od 2 do 4 zadetkov. Ormožani so imeli kar nekaj priložnosti, da bi ujeli nasprotnika, ampak se jim je vedno v najbolj pomembnih trenutkih zatresla roka. Do 40. minute je Lesjak že zbral 12 obramb. V golu Jeruzalema je Zemljič do 40. minute zbral 10 obramb. V 49. minuti je prednost Trima že narasla na +6, 23-17. Vse je kazalo, da je tekma odločena, a se kleni Prleki spet niso dali. V 56. minuti so se približali le na 2 gola zaostanka.
Jeruzalem 22, Trimo 24. In odlično odigrali v obrambi, a je nato Krešimirju Krešiču v 57 minuti na zadnjo podajo uspelo zadeti za +3 gostujoče ekipe. Vrnitve za Jeruzalem več ni bilo. Tudi če je zasijal kanček upanja v popolni preobrat, sta ga lokali s svojimi odločitvami zatrla sodnika Izidor Hodko in Tomaš Miklavčič. Na koncu je četi trenerja Saše Prapotnika zmanjkalo časa, da ujamejo nasprotnika na drugi strani. Domačim na koncu ni preostalo drugega, kot Dolencem seči v roko. Točke bodo že pozabljene, najbolj nas skrbi poškodba Tinčeka Hebarja. Ja, to je, ne vem, kaj naj rečem, ostali smo zdaj zaenkrat brez njega, ne vem, kakšna je poškodba, ne sem še nobenih informacij dobil. Bomo mogli ostali teko bolj trenirati brez njega, dati vse še več na igrišči, kak smo že do zdaj, pa bude že prišel nazaj, še močnejši. Danes si praktično nimamo kaj očitati, pustili ste praktično zadnji atom svojih moči, ampak spet ista zgodba, naberemo si zaostanek in potem ga lovimo, na koncu pa nažalost ne ulovimo. Ja, nekako, ko prijemo na ta 4 gole zaostanka, so zdaj te 3 ekipe bile res tako kvalitetne, da vsaki gol, vsaka napaka je dvojno šteje, če ga ne daš, dobiš ga in je takoj 5-6, pa je res že proti takim ekipam težko nazaj. Danes smo še blizu prišli. Na koncu 3 porazi zapored, ampak proti res vrhunskim ekipam v naši ligi NLB. Ampak točno to, kot si dejal, manjka mogoče le tista pikica, igralec 2, danes moramo priznati fantastični vratarji, 16 obramb. Ja, res za nami je res težek ritem, 3, ena izmed najboljših ekip v Sloveniji. Ja, tako si rekel, nekaj manjka, neki igralec, ki bi prevzel neko odgovornost, ki bi povlekel ekipo. Danes so vratarji res bili fantastični, treba še drugi del ekipe se zbuditi, dati še več od sebe, pa mislim, da bodo pike prišle. Zdaj pa verjetno končno en tisti teden normalnega treniranja in priprava potem na naslednjega tekmeca Krško. Ja, končno bomo si lahko malo zares počili, se res pripravili dobro na nasprotnika, ker zdaj zmaga res potrebna, nujno potrebna, pike res potrebujemo, tako da mislim, da nas čaka en lep teden. Danes najprej čestitke na zmagi in pa fenomenalni predstavi nasploh vseh 3 vratarjev oziroma 4, katere smo videli na parketu Hrdeka. Hvala za čestitke. Ja, lepo je bilo. Prava moška tekma, dobra obramba na obeh straneh, to pol prenese tudi golmanske obrambe. Vesel sem, da smo mi tisti, ko smo uspeli na taki tekmi zmagati. Čestito bi Ormožu in pa ormoški publiki, ko so pripravili super kuliso. Igralci so odigrali dobro tekmo in to je lepa stvar za slovenski rokomet, da je v Ormožu enkrat na teden derbi, če lahko rečem praznik rokometa. Menim, da je odločitev zmagovalcev padla tam pri zaostanku 10-8 oziroma 8-10, naredili serijo 6-0, si ustvarili 4 zadetke prednosti in potem do konca držali to prednost. Ja, mislim, mi smo ekipa taka, ko čaka nekako nasprotnika, da ga poskušamo v nekem segmentu igre zlomiti, narediti isto varno razliko in kot ste sami omenili, to je bilo danes odločilno. Liga, moramo reči, zaenkrat fantastična. Liga je res čudovita, biti neutralen navijač oziroma kakršenkoli navijač je lepo. Smo, bi rekel, taka mala Bundesliga, ker vsak krog se zgodi vsaj eno presenečenje. Ne vem še, kakšni so bili današnji rezultati oziroma jutrišnji, kakšni bojo, ampak zelo me veseli to. Vrnitev na slovensko rokometno igrišče, dejal si, da je mala Bundesliga, osebno si zadovoljen zaenkrat v Trebnjem? Osebno sem zelo zadovoljen, tudi lepo je biti z družino po tolikih letih doma. Rokometno smo na pravi poti, klub ima jasne cilje in ambicije in to me veseli. Tudi sam osebno stremim zmerom čim več zmagam, kaj pa to na koncu prenese, pa vemo, da se mora veliko stvari v pravo smer obrniti. Hvala lepa in srečno. 2krat na zadnje ste izgubili, torej na Hrdeku prvenstvo, mogoče ste današnjo zmago dobili prvenstvo, čeprav še je daleč do konca. Zelo daleč je še do konca, v maju nas čaka play-off, nekaj, kar se vrača po parih letih. Končnica bo zelo zanimiva. Mislim, mogoče te zmage danes ne štejo tukaj veliko, bo štele, potem piste maja so pa sigurno pomembne. Ti moraš iz tekme v tekmo nekaj pokazati, nadgrajevati, zakaj treniraš, da si potem v mesecu maja najboljši. Hvala lepa in srečno. Hvala vam.
Pri domačih sta vratarja Zemljič in Filip Ramfl zbrala lepih 16 obramb. Na drugi strani je Lesjak tekmo končal pri 15 obrambah. Tadej Sok je bil natančen 8krat, 6krat iz črte 7 metrov. Lukman je dodal 5, Šulek in Filip Jerenec sta bila za Ormožane uspešna 4krat. Pri zmagovalcih je Jan Jurečič dosegel 7, Krešič in Jaka Soršak sta dodala po 4 gole. Jeruzalem Ormož, Trimo Trebnje 25-26, polčas 10-12. Zdaj je pred Ormožani po dolgem času navadni tekmovalni teden, kjer bo dovolj časa za mirno pripravo na naslednjega nasprotnika. Ta bo v soboto 12. oktobra ob 19. uri Krško v gosteh. Nato sledi znova ritem tekem sobota, sreda, sobota, saj sta na sporedu 2 evropski tekmi proti borcu iz Banja Luke. Prva tekma je na sporedu v nedeljo 20. oktobra ob 20. uri in 15 minut v Banja Luki, v športni dvorani Borik. V Ormožu močno odmeva odločitev Rokometne zveze Slovenije, komisarja lige Aleša Juga in komisije za sojenje, katero sestavljajo Branko Pirc, David Sok, Bojan Lah in Mirko Palačkovič, glede sporne situacije na tekmi 4. kroga lige NLB med Jeruzalemom in Slovenj Gradcem. Spomnimo se, da so Korošci pri vodstvu z 31-30, 15 sekund pred koncem tekme krenili v novi napad, a z 8 igralci oziroma enim preveč, kar ni po pravilih rokometne igre. Prej omenjeni možje so pritožbo Ormožanov, čeprav je do kršitve dejansko prišlo, zavrnili. Obrazložitev komisije pravi, da kršitev ni nastala zaradi nepoznavanja pravil ali namerne zlorabe pravil, kot navaja pritožnik, temveč zaradi narave tekme, ki se je bližala k koncu in je ni opazil nihče v dvorani. Narava tekme. Mogoče smo Slovenci v svetovno rokometno orbito znova izstrelili nov izum, novi sistem, ki bo v prihodnosti omogočal igro in sistem s 7 igralci in vratarjem. Pustimo se presenetiti, pri rokometni krovni organizaciji je vse mogoče. To je bilo vse za danes. V našo družbo vas znova vabimo čez teden dni, ko pa boste, med drugim, lahko izvedeli, kako je bilo na prvi županovi kolesarski turi, kar je tudi bil eden izmed prijetnih družabnih dogodkov minulih dneh. Sicer pa vam želimo čim več sončnih dni in srečno!